pozdravljeni v kulturno-prosvetnem domu Mlada Pipana v Šentjurju. Lepo vas je videti v tolikšnem številu, da ste se odzvali prav v tolikšnem številu vrana Mala Poka Koširec. Seveda ste se odzvali vabilo na pogovorni večer z naslovom Koalicija z voljivci za ustavno večino razuma. Ta večer bo namenjen pogovoru, izmenjavi pogledov in povezovanju. No, ne bo pa manjkalo tudi ne slovenske glasbe. Že uvodoma nam je himna zapel kvartet Elinor. En aplavz. Še preden pa bomo prišli na osrednji del nocojšnjega druženja, se spodobi za uvodni nagovor. Tako na oder vabi predsednik odbora SDS Šentilj, gospoda Igorja Marinča. Ne govorimo zgolj o političnem sloganu, govorimo o jasnem sporočilu, da mora oblast izrajati zaupanje ljudi ter delovati odgovorno v dobro svojega naroda. V posebno čast in veselje nam je, da nocoj z nami predsednik Slovenske demokratske stranke gospod Janez Janša, svojimi izkušnjami, znanjem in jasnimi stališči že vrsto let oblikuje slovenski politični prostor. Prepričan sem, da bo razprava odprta in vsebinska, ter da bomo na koncu šli z novo voljo za delo v dobro ljudi in Slovenije. Želim vam uspešen vsebinsko bogat večer. Hvala. Hvala lepa gospodu Mariniču. Še preden bomo začeli pogovor, pa bomo še enkrat slišali kvartet Elinor.
Kvartet Velinor, no sedaj pa začenjamo s tistim posrednjim delom nocojšnjega druženja. Dame in gospoda, nocoj je z nami tudi predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša, ter kandidat za poslance in predsednik SDS, gospod Luka Simič. Sedaj, dragi takole, vode, podružnega pogovora. Lep pozdrav prvo vsem. Velika zahvala vsem, ker je dvorana tako polna. Zdaj jaz sem po horoskopu devica in mene do zadnjega trenutka skrbelo, če bo ta dvorana polna, ampak zdaj vidim, da so mesti bil več. Tako da iskrena vsem hvala, da ste prišli od povsod. Hvala vsem gostom iz Slovenske demokratske stranke in predvsem hvala predsedniku, da je nas tudi prišli tudi. Drugače kot z najbolj odmevnim dogodkom tega tedna in z besedo integriteta. Kaj ta beseda, gospod predsednik, sploh pomeni v Sloveniji in zakaj jo tolikokrat zdaj uporablja naš premier? Najprej dober večer vsem skupaj. Vidim, da me zdaj še stojite, tukaj sem z Lukom sprostila 2 skor. Ko se najhitrejše lahko pride, še da se režem, pa mogoče še kje kakšen stoj. Mi dva ne bo končalo v 15 minutah, je boljše kot stat. In res hvala za tako štovito udeležbo. Tukaj Šentilju je bilo vedno fajn. Kakih dvomov, tudi jaz sem devica, pa mi ni to skrbelo. Pojma integriteta, to je tujka, ki se je malo uporabljala do vse. Ampak se je približno vedelo, kaj to pomeni. To pomeni, da pač držiš besedo. Da narediš to, kar obljubiš, ali pa kar podpišeš in da ti ljudje lahko verjamejo in zaupajo. Tako je veljalo do vse. Zdaj pa nekateri razlagajo, da je to nekaj obratnega. Ker pravijo, da niso tako razumeli integritete, ko so nekaj obljubili. Se pravi, za nekatere pa integriteta to, da nekaj obljubiš, pa to tega ne narediš. In da bodo volivci presodili, kaj je integriteta. Tako da 22. marca pete na volitve, pa presode, kaj je integriteta. Mislim, da nas mlade in tudi vse ostale pa skrbi, da bojo takšna in drugačna poročila KPK, postopki na sodiščih, aferaštvo spet zameglili neke dejanske probleme ljudi, o katerih se treba pogovarjati pred volitvami in tudi današnje srečanje sicer nosi ta naslov koalicija z volivci. Gospod Janša, nam lahko pojasnite, kaj ste imeli v mislih, ko ste zbrali to geslo in v bistvu, zakaj smo se nas pravzaprav tukaj zbrali? Ja, danes smo tukaj zato, da pač politična stranka, ki gre na volitve, se pravi Slovenska demokratska stranka, dela koalicijo z volivci. To je to. To geslo smo v bistvu zbrali pa določili na našem kongresu maja, ni to nekaj včeraj. In to ni nič novega. Pač v mali državi pred volitvami vsaka stranka mora delati koalicijo z volivci. Pravi, mora predstavljati svoj program, poslušati odzive, ta program potem dopolnjevati, spreminjati, dajati obljube, kaj bo naredila in potem to besedo držati. Če hoče to koalicijo držati. Po volitvah pa so naslednje volitve. Ampak Slovenija seveda
še ni tak razvit demokratični prostor, da bi bilo to samo po sebi umevno. In pri nas je običajno na teh predvolilnih soočenjih, potem prva tema ali pa prvo vprašanje novinarjev, s kom boste prišli v koalicijo? Pred volitvami, ko se niti še ne ve, kjer stranke bodo prišle v parlament, da se že sprašuje, s kom boste prišli v koalicijo, predvsem se pa potem tekmujejo v izključevanju, s kom ne bi šli. In to naenkrat postane ključna tema. Kdo bi šel s kom v koalicijo, ne pa kdo bi kaj naredil, kdo ima kakšen program, kdo ima boljše rešitve za probleme, ki tarejo vse. In to se je dogajalo pri nas zadnjih 20 let pravilo, pred vsakimi volitvami. In še posebej, samo od leta 2008 naprej, se je tekmovalo v izključevanju. S kom ne bi šel. Zdaj, kakšni so rezultati tega izključevanja, pa vidite danes, ko nas je recimo sosednja Hrvaška, ki je bila leta 2008 približno na polovici naše kupne moči, skoraj dohitela. Njihova povprečna neto plača je 600 evrov manj kot naša. Takrat so bili na polovici. Lahko potem rečemo tačno o tem, zakaj. Tako da mi smo se zavezno odločili, da skušamo pred temi volitvami vrniti zadevo v realnost, se pravi v debato o tem, kaj kakšna stranka ponuja, soočati te predloge, se pogovarjati z ljudmi, z volivci, poslušati njihov glas in se ne izogibati tej pasti, s kom pa bo se delala koalicija. Koalicija s strankami se dela po volitvah, potem, ko se ve, kdo je v parlamentu, pa ko se ve, kakšno koalicijo je kakšna stranka naredila z volivci, koliko zaupanja je dobila, koliko glasov je dobila, pa katere predvolilne obljube so podobne, pa katere so različne. Delaš koalicijo s tistimi, ki pač podobno razmišljajo ali pa ki podobne politične produkte prodajajo na trgu. To je čas po volitvi. Pred volitvami pa se treba steti. In jaz upam, da bo mogoče malo ta kampanja, ki je pred nami, vseeno drugačna od tega tekmovanja, da stane tekmovanja v izključevanju. Je pa ravno to, kar ste citirali, pač ta poročila KPK in tako naprej, kakorkoli se ga pač tudi privošljivo naslika, integriteta in takšni ni drugačni, pot v tisto, kar smo že doslej imeli. Se pravi, neke afere, neki postopki, čaka se, kaj bo kakšna komisija dala, kakšno mnenje, kakšno sodišče odločilo in potem ne bi to odločilo o volitve. To je vse škodljivo. To vse pol pozornost odveče od tega, da bi ljudje imeli pred sabo na mizi jasne alternative, da bi vedeli, kaj ga ponuja, kdo je vreden zaupanja in bi se glasovalo na te podlage. Skratka, ne glede na to, ali so te afere upirjene proti nam ali proti komu drugemu, na koncu so za prihodnost škodljive, ker se pogovarjamo o stvareh, ki niso prava vsebina predvolilnih soočenj. Mogoče z izjemo tega ključnega vprašanja, ki se mu reče zaupanje ali pa integriteta, to pa je važna stvar. Če nekdo nekaj obljubi, da bo naredil, pa pot tega ne naredi, to pa je za predvolitvami malo zastetek. Ker če nekdo pravi, to bom naredil, pa pol, ko je ta pogoj, da bi to naredil izpolnjen, tega ne naredi, težko verjamete tudi vse druge stvari. Lahko obljubi karkoli, pa ni nič od tega. Ampak najprej je pa potrebna razprava o vsebini. Danes smo zato tudi.
marsikdo v publiki se bo takoj vprašal, pa je to sploh mogoče, ne? Je mogoče dobiti teh 60 poslanskih glasov? Predvsem to vprašanje. Ja, če v tem mandatu gledate prenos iz slovenskega parlamenta, potem verjetno temu ne verjamete. Možno v parlamentu se glasov razum. Slište predvsem te princese iz Gibanja Svoboda, ki se vprašate, kje je tukaj razum. Ampak zato so volitve, pač pred nami je pač nov mandat in obstaja možnost, da bo slika drugačna. Jaz ne samo da upam, ali pa mislim, da verjamem, da bo slika drugačna. Koliko drugačna je odprto, od vas odvisno. Koalicija razuma, pravi 60 poslank in poslancev, ostala večina 60 glasov, 60 od 90. Smo že imeli v Sloveniji, ne? Sestavo, ko se je bilo možno dogovoriti, ne samo znotraj vladne koalicije, ampak tudi širše, zato, da so se sprejeli odločitve, za katere je bilo potrebna stavna večina, oziroma 60 glasov. In to zdaj je država v situaciji, pa zunanje okolje okrog nas tudi ni ravno najbolj briljantno, ki terja takšen premislek in takšen odnos, da upam, da se tega zavedajo tudi volivci, ker pač od volivcev je odvisno, ali bomo v naslednjem parlamentu imeli to ustavno večino, razumno. Mi imamo nekaj predlogov kot stranka, za katere mislimo, da bi bilo treba sprejeti, pa zato potrebujemo ustavne akte, ustavni zakon, bodi si dopolnitev ustave. Ključen predlog v tem zvezi je to, da ravno ustavi sidro porabe, se pravi, da se zaščitijo vaši žepi pred novimi davki, pa dajatvami, pa gospodarstvo, ker je neka meja ne more biti tako, kot je šlo v tem mandatu, ko so vsak mesec izumili nov davek. In imamo danes recimo delo ali pa plače med najbolj obremenjenimi ne samo v Evropi, ampak na svetu. In še več teh stvari je, za katere pač potrebujemo 60 glasov. Situacija je takšna, da do tega bo prišlo. Ali bo prišlo že po teh volitvah marca ali po naslednjih, mogoče predčasnih, jaz to ne vem. Odvisno tudi, kaj se bo dogajalo okrog nas. Mi smo pa tukaj včeraj, približno znamo brati znamenje na nebu, kako zvezde stojijo, kam se planeti gibljajo in gremo v to smer. In cena bo manjša, če bomo do tega prišli prej. Zdaj, dolgotrajna oskrba je ena tema, kjer se koalicija tolče po prsih, boljše rečeno, gospod Maljevac se tolče po prsih, da so jo končno pa uvedli. Pa je v bistvu niso, pravzaprav so najprej ukinili oziroma zamaknili izvajanje storitev za 2 leti, zdaj pa izdajajo neke odločbe, zdaj govorili so v decembru, potem se to spet premikalo, in ta dolgotrajna oskrba res postaja dolgotrajna. Znam, če je rekel v pogovoru, da je dolgotrajna oskrba, za katero dolgo traja, da do nje pridemo. In to je predvsej natančna definicija. Ko smo mi ta zakon, ko smo ostali proceduro v prejšnjem mandatu, kljub tem, da je bil COVID, pa smo imeli mašinsko vlado in tako dalje, smo dobili osnutek na Ministrstvu za zdravje, na katerem je bila napisana številka 126. Pravi, prej 10 let so vlade pripravljale zakone, dalo se je na 10 milijonov za študije, pa za proučevanje, kako je to drugo. Pa noben tega zakona
ni poslal proceduro, mi smo ga sprejeli. Potem je prišla Golobova vlada in oni so dvakrat zamaknili izvajanje tega zakona. Tako da to se zdaj hvalijo, zdaj so pa položnice v domovih za starejše manjše, ker se oskrba plačuje pač iz tega vira. Pa že pa zdaj ta del zakona bi se moral izvajati že od 1. januarja 2024 naprej. Zakaj leti se to zamaknilo? So povedali prispevek in to velika, celo upokojenci morate plačati 1% od pokojnine za to. S 1. julijem lanskega leta, ko ni bilo še nič, ko so odločbe še pisali na roko v času umetne inteligence. Se pa dela seveda iz tega pojma tudi fama, tako da je to nekaj čisto novega. To ni nekaj čisto novega, to so pač sistem ukrepov za oskrbo starejših, ki se je delalo tudi že prej, smalo sem se to drugače imenovalo, delalo tudi drugače organiziralo pa financiralo, so pa seveda nove stvari, tako da v teoriji imamo to zdaj za nek zaokrožen sistem, ki pa seveda ne deluje, to je pač v fazi uvajanja. Edino, kar se 100% izvaja, je pobiranje prispevka. To je 100%. In to celo od upokojencev, kar je krivično. Pokojnina je plačilo za zaslužena pokojnina, zasluženo plačilo za minulo delo in sme biti obremenjeno z nekim dodatkom. Tudi vse od tega prispevka, ki ga plačujete upokojenci, ne vem, 70-80 milijonov, približno to dajo za nevladnike, pa te politkolesarje so dali v tem mandatu. No, s tem mislim, da je šlo to za to utrajnost. Kar se tiče prispevka za upokojence, bomo to ukinili takoj, ker je to tudi odpravili, ker je tudi nepravično. Nepravično je, da samostojni podjetniki SP plačujejo dvakrat, 2%. Nepravično je tudi, da se pobira več, kot se dejansko lahko nameni za storitve, ki so že na voljo, ker niso še vse na voljo, ki je potrebno zamrzniti. Nam sicer očitajo, da v zakonu, ki smo ga sprejeli v prejšnjem mandatu, nismo predvideli teh dodatnih virov, beri davkov, in to je res, ker smo imeli leta 2021 najvišjo gospodarsko rast v Evropi. In nismo potrebovali še nekih dodatnih davkov in virov, ker se je pač od tega, ker je šlo gospodarstvo dobro, hitremu okrevanju po covidu, nabiralo dovolj denarja, poleg tega storitve itak še niso bile dovolj. Zakaj bi ti obdavčil pa pobiral denar, če ti imaš storitve, ki je koristiti. Smo pa povedali, da če bo prišla suša, potem se lahko uvede tudi dodaten prispevek, ampak takrat, ko bo to potrebno. Oni pa so to naredili nekoliko drugače. In te stvari bo pač treba narediti. Tudi mogoče, kar se tiče financiranja, popravi še kakšno drugo stvar, ki Sloveniji je nekaj več kot 650,000 upokojencev. Zdaj plačujete vsi prispevek, vsi zaposleni, SP-ji in tako dalje. Slišimo, da dobijo položnice tudi tisti, ki nimajo dohodkov. Neka posebnost. Dočim storitve iz sistema dolgotrajne oskrbe mogoče bo porabljalo, jaz mislim, da niti polovica, celoti to zaživelo. Zdaj, ko so nižje položnice v domovih za ostarele, tukaj ni neke solidarnosti, ker tisti, ki je tražijo skrbo, ker sam začel, je bistveno na boljšem, se pravi nadstandard je bil nagrajen. In zdaj se stranka, ki se je polna usta
tega, da bi morali bogatejši plačevati več in tako naprej, hodi s tem, ker je stvar glih obratno. Tukaj marsikaj narobe. Najbolj narobe je pa to, da toliko časa trajalo, da smo sploh prišli do tega, da so to dvakrat zamaknili in da morate plačati nekaj, kar v celoti sploh ni bilo. Zdaj, v tem mandatu je bila sprejeta tudi kvazi pokojninska reforma. Ne? Je to sploh res reforma in kakšen je vaš pogled na te spremembe zakonodaje? Torej, to ni reforma, ne. Sprejeti so bili popravki obstoječega pokojninskega sistema, nekateri potrebni, tudi smo nasprotovali, nekateri mogoče malo v isto smer kot prej, tako imenovana dolgotrajna oskrba. Ni pa to bila reforma, ne, ker tukaj se predeva, so prispevki od plač nekoliko višji, ne, v pokojninski sklad in so pokojnine malo večje. Se ti obremeniš plače malo manj, pa je pol v pokojninskem skladu tudi manj denarja, v situaciji, kjer praktično nimamo gospodarske rasti. Eden naših problemov je to, da pač lani gospodarska rast mogoče je bila 1%, ne vem, kaj je bilo z zadnjim kvartalom, ampak podatek za prva 3 tromesečja je pod 1%, se pravi majhno nad stagnacijo pa recesijo in tukaj ni veliko manevrskega prostora. Zdaj reforma pokojninskega sistema bi bila, če bi v pokojninsko blagajno pripeljali dodaten vir, iz katerega bi se lahko pokojnine povečevale, brez tega, da bi za to morali odplač več prispevati, aktivno plačati. Rekli boste, kje pa je, ne z Marsa, kje bi dobili ta dodaten vir. Obstaja in nahaja se v Slovenskem državnem holdingu. Tam je premoženje, ki je šlo v državni lasti, od katerega, če se dobro upravlja, seveda nastaja dodana vrednost, dodaten denar. In naš predlog je, da se pripravili smo ta zakon že prejšnji mandat, ni bilo večine, da bi ga sprejeli, to je zakon o demografskem skladu. Se pravi, da se to premoženje da v demografski sklad, da se najde dobre upravljalce, ki to premoženje plemenitijo in polovica dohodka od koncu leta se nameni v pokojninsko blagajno, polovico pa za rast tega sklada. Se pravi, da je osnova vedno višja in je potem tudi prihodek v pokojninsko blagajno vsako leto vedno višji. Če boste vse pojedli, pa žlagali, to ne bo raslo. In zato, koliko bi se napravilo, v boljših letih več, v slabših manj, se lahko izplačajo više pokojnine, ne da bi za to obremenili živo delo. To bi bila pokojninska reforma, oziroma to je pokojninska reforma, ki jo mi načrtujemo. Zdaj pa zgolj predelati, razumete, iz živega dela v minulo delo. Tukaj je veliko manevrskega prostora, ni še posebej, če imate gospodarsko rast, ki ne zasluži tega imena. Zdaj, vladi Roberta Goloba je pa treba priznati, da nekateri področji pa je bila zelo uspešna. In sicer pri čiščenju nas fašistov, zdaj to rečem tudi, ker da je tu bivši direktor Pošte Slovenije, to je bil teh očiščenj in pri višanju ter sprejemanju novih davkov, za nekaj davkov smo že govorila, je pa še tu kultura dialoga v parlamentu, ki se je totalno osvobodila in zbanalizirala. Tudi naša malodaljna občanka, Rena Grgurevič, mislim, da je kar primer te prakse zbanaliziranja parlamenta. Da je kakšno.
Če bi vi to prebrali ali pa vprašali v parlamentu, bi dobili opomin. Če pa bi bila gospa posebej slabe volje, bi pa vam vzela besede. Je pa se pomenili eno obljubo, ki jo ta vladna koalicija drži. Tukaj pa je integriteta. Obljubili so, da bodo višali davke in to je davke. Ne, ampak to ne govorim sem tako za šalo, ali pa da bi karikiral zadevo, to je bilo res. Aktualni predsednik vlade, dr. Golob je na nekem soočenju pred volitvami rekel v kamero, kaj bodo meni nižji davki. Vprašanje je bilo, ste za više ali nižje davke. Rekel, kaj bodo meni nižji davki? Imel bi več denarja, ki bi ga zapravil za neumnost. Kot da so vsi v tej državi, v državnem podjetju sebi prej izplačevali milijonske nagrade. To je bil samo en držav. Zdaj se težko srečaš koga, ki bi priznal, da je volil svobode. Tiste prve mesece po volitvah je bilo veliko. Zdaj težko srečaš koga. Se pa kdo najde, ne? In kaj se naredim, nas je kdo vprašal, ne? Še posebej, če je iz gospodarstva. Zakaj zdaj jamraš? Višji davki, prispevki, birokracija. On je rekel, da bodo davki višji. Pa si ga vseeno volil. Ja nisem mislil, da resno mislim. Zdaj, ko gre za obljube, ko obljube kaj dobrega, je treba biti skeptičen. Ko poobljublja kaj slabega, pa bodite prepričani, da bodo to besedo držali. Bi se bilo treba iz tega kaj naučiti. In kar se javnih financ tiče, imamo velik problem pred naslednjim mandatom. Tudi zato rabimo ostalo večino razuma, ker kljub visoki zaposlenosti imamo milijardne luknje v proračunu. In na neki točki se to ustavi. Ne more se skozi zadolževati, pa plačevati vedno više obresti. Na neki točki je pač treba krčiti porabo. In zdaj, če imaš trdno večino, potem lahko krčiš tam, ker je res potrebno. Če pa tega nimaš, potem pa so ogrožene plače, pa pokojnine, pa subvencije in za tisto, kar recimo tudi na lokalnem nivoju zagotavljajo kvaliteto življenja. Najprej vzame občinam, pa tam, kjer imamo odpora. Tako da te volitve so tudi z tega velika pomembna. Na teh volitvah se bo dejansko odločilo o vaših denarnicah Božje. Zdaj to pa po vaše vodi državo. So res to izvoljeni predstavniki ljudstva, ki volilci dajemo nekaj v roke škarje in platno, ali pa so to različne nevladne organizacije, povezane z osrednjimi mediji, kot so recimo RTV, Top TV, Delo, Večer, necenzurirano. Zdaj pri tem treba omeniti, ko Niki Kovač, ko ste rekli, da boste zaprli pipico, se prva oglasila, joj, kaj se dogaja z nevladniki, po drugi strani pa govori, da nevladnega denarja ne dobiva. To mi jasno, zakaj se to vpraša, če pravi, da ne dobiva tega denarja. Demokracija po definiciji vladavina ljudstva, se pravi, ima v ustavi to tudi precizirano. V ustavi piše, da se ljudstvo odloča neposredno na referendumih in posredno preko voljenih poslancev. Tako da glas ljudstva ni Jaša Jenulla. Glas ljudstva je tisti, ki ga vi izvolite. Na občinskem nivoju so to občinski svetniki pa župan, in na državnem nivoju so to
poslanci, pa posredno seveda, pa tudi vlada, ki jo poslanci imenujejo. To je demokracija. Namreč Slovenija je tukaj malo posebna, ni edina, je ta vladavina neizvoljenih levičarska mantra, ki jo skušajo uveljaviti po celi zahodni polovi. Ampak po mojem nekje na tako jasno manipulativen način. Pri nas je neka skupina tako imenovanih nevladnih organizacij, čeprav to je napačno ime. Če neka organizacija dobi denar iz proračuna, ne more biti nevladna, je vlada, je provladna, je kakorkoli politična, če ima tak program, pa če vodi politično referendumsko kampanjo. Ampak ta termin se je pač uveljavil, je pa ravno nasproten marsikje od tega, kar ne bi pomenilo. Pravi, to je civilna družba. To je civilna družba. Civilna družba so športna društva, kulturna društva, humanitarna organizacija, Rdeči križ, Karitas, gasilci. To je civilna družba, to je tisto, kjer pač uresničujemo interese, kjer pomagamo drug drugim in tako naprej. Organizacije, ki proučujejo teorijo spolov v Afriki, organizacije, ki pravijo parado ponosa, ne vem zakaj, ponosa, to ni civilna družba. To je paravojska določenih stran, ki pa organizirajo tudi kolesarske enote v Sloveniji. Se bojijo, da bi se ptice zaprli. No in seveda ta največja grupacija teh tako imenovanih nevladnikov se je v Sloveniji organizirala v asociacijah, ki si je nadela ime Glas ljudstva. In potem ste videli, recimo pred zadnjimi volitvami, da so zbrali te levičarske stranke na Trgu Republike in so jih sprašvali, ali nas boste še financirali, ali boste to. In tam so Robert Golob, Alenka Bratušek in ostali krigali lopačke. Drugim je bilo tudi vprašanje, ali boste širili avtoceste ali jih ne boste. Recimo Robert Golob je dvignul lopaček, da ne bo širil avtoceste. Ker Jaša Jenuller rekel, širjenje avtocest nam še poveča promet. In s tem se uničuje planet. In stranka Gibanje Svoboda in Levica sta dvignila teč lopaček. Tako da, če čakate v koloni, pa zgubljate čas, vedite, da to ni samo zaradi objektivnih razlogov, ampak marsikaj tudi zato, ker pač nimamo vladavine izvoli. V veliki meri vladavino ne izvoli. In to, da si nekdo nadene ime Glas ljudstva, kakva aroganca je to? Nisi ti Glas ljudstva. Jaša Jenuller svoj glas. Noben ga ni nikoli izvolil. Je kdo glasoval za Jaša Jenuller? Je bil nekakšni kandidatni list? Ni bil. Skratka, 10 manjcev naredi neko društvo in se razglasi za Glas ljudstva. Glas ljudstva je, vaš občinski svetnik, ki ste ga izvolili. Franci Breznik, koliko Glas ljudstva, kot je dobil glasov svoje krajine, se ga izvolili za poslanci. To je Glas ljudstva. Pa nek nevladnik, ki dobi pol 500 000 € iz proračuna, pa če bi vam zdaj naštel, pa vas ne bom utrujal s tem, teh 120 organizacij, ki imajo glavni naslov Metelkova 6 Ljubljana. Nobena ni v Šentjurju registrirana, čudno, vse so v Ljubljani. In bi vas vprašal, ali poznate, no in v tem mandatu je šlo za to asociacijo 50 milijonov iz proračuna. Pa še verjetno kak milijon iz občinskih proračunov, ker nekateri to financirajo.
In če bi jo sprašali, naštejte mi eno dobro stvar, ki se je spomnite, ki se je oni naredili, ne bi znali našteti, ker jaz tudi ne znam. Ker tega ni. Kdor ima mogoče malo več časa, pa raž gleda po internetu, malo pogledajte, obstaja ta aplikacija ERA, ki se vidi, koliko se komu steka iz proračuna, in ko ste to začeli gledati, ne boste mogli nehati in se čuditi in boste videli, kako se vaš denar odteka za stvari, ki jih ne znajo niti napisati, za takšne in drugačne študije, za smo pred kratkim šli posredeče iz naših poslanskih skupini, pa smo že vsega lajeno, niso mogli verjeti, kaj se je vse tam našlo. Tudi denar, ki gre nevladnikom iz vaših žepov, v drugih državah, razumete, v drugih državah, je nek projekt opolnomočenja žensk v Srbiji preko čebelarstva. Kaj bi naj to bilo res pojmimo? Podpiraš čebelarstvo, pa kaj bi to bilo z opolnomočenjem žensk? Ali pa pomoč civilni družbi v podsaharski Afriki za proučevanje teorije spola. Seveda, niti en evro ni prišel po saharsko Afriko. Tukaj nekdo napisal copy-paste študijo, pa je dobil 100,000 evrov. Ampak, zakaj se to počne? Zakaj recimo stranke, ki so zdaj na oblasti, to financirajo, zakaj to podpirajo, zakaj se ponižajo, pa gredo pol na trg pred volitvami dvigati lopačke, ker Jašo je nula, ki tam pleše. To je njihova rezervna vojska, ki pelje kampanjo. In tudi zdaj, če ste kaj na omrežjih, njihovi glavni modeli so se že začeli oglašati. Peljemo kampanjo, preprečili bomo avtoritarizem, fašizem, nacizem, karkoli. Kdorkoli bo izvoljen, pa niso to oni, ali pa tisti, ki jih podpirajo, bo že diktatura, pa vse živo. So mreže že polno. Njih pa uporabljajo za kampanjo zato, ker je to brez nadzora. Recimo stranka jo omeja. Prepovedano financiranje stojine, kar je pravilno. Prepovedano financiranje iz državnih podjetij, kar je pravilno. Smo to mi uvedli v našem mandatu. Ampak Slovenija je pa edina država v Evropi, kjer privatno podjetje ne sme donirati neke omejene količine denarja stranki, za katero misli, da bo najboljše delalo za gospodarstvo. To je v Sloveniji prepovedano od leta 2014. Če greste recimo v Nemčiji, kjerkoli strani, tudi leve, so tam nemška podjetja, ki lobirajo za svoje programe in tako naprej in seveda tudi donirajo samoličnim strankam, javno, transparentno, v omejenih količinah. Tako ima gospodarstvo neko moč in tako vpliva na to, da se vodi gospodarska politika, ki je pač normalna. Danes je to seveda prepovedano. Skratka, Slovenska demokratska stranka je stranka z daleč največjim številom članov, drugače tako ne bi obstajali. In za kampanjo moramo zbrati od članarin in prispevkov članov. In seveda vsaka stranka dobi tudi določen del denarja glede na število glasov, ki jih je dobila na volitvah. S tem, da ta denar dobijo tudi stranke, ki ne pridejo v parlament, pa presežejo 1%. Z
Zato boste videli na naslednjih volitvah vrsto strank pa list, tudi takšnih, za katere niste še nikoli slišali, ki ne kandidirajo zato, da bodo izvolili v parlament, ampak zato, da bodo presegli 1 odstotek, kar je v Sloveniji relativno enostavno. Dobite 1 odstotek glasov in če dobijo 1 odstotek glasov, so že financirani iz proračuna. Imate zdaj tudi že v tem mandatu stranke, ki ste jih že vsi pozabili, pa še vedno dobivajo na mesec 15-20 tisoč evrov. In tisti, ki se jih ustanovili, so tam zaposleni, imajo dobro službo, ne treba nič poročati. Se pa na ta način drobi volilne glasove. Mi smo tudi verjetno edini, ki imamo tak sistem. In njih nobene kontrolira. Parlamentarne stranke vsako kampanjo Računsko sodišče pogleda, moraš ušteviti vsak plakat. Nam so iz zadnjih volitev našteli nekaj globas na stolnicah, ki so rekao preveč in smo zdaj dobili sodbo z sodišča prve stopne 40 tisoč evrov kazni. Pa nekaj plakatov je bilo obešenih tam, kjer pač ne bi smeli, ker krše, koliko plačeš kazni. To se vse šteje, tam pridejo gospe iz Računskega sodišča, 6 mesecev se ti nasedejo na stranko, vse račune, vse. Kak je tukaj nek nadzor, kjer se pretirava. Smo pri nevladnikih, nobenega nadzora, lahko so financirani iz tujine, lahko jih financirajo podjetja, državna podjetja, razumete. Vodijo kampanjo za levo sceno in potem jih mediji še predstavljajo kot neutralni. Kot neutralni, to pa je glas ljudstva, pa vi povete, kako boste ravnali. Skratka je popolnoma izkrivljena scena. In recimo, če bi šli štet minute za neko nevladno organizacijo v srednjih medijih, nekatero bolj, ne za gasilce, za Karitas, pa za glas ljudstva ali pa za 8. marec, potem bi ugotovili, da je medijsko spremljanje in to izkušnjo pozitivno, brez kakšnekoli kritike, daleč na strani neizvoljeno. In se na ta način dela kampanja. Tukaj kamera nacionalne televizije bo pozdravljena. Zadnje čase spremljajo vsa naša srečanja koalicije z volivci, pa potem to razsekajo, stavke vzamejo in bo triplo to poskušajo prikazati drugače kot je, upam, da bo to kaj drugače. Skratka, del te vladavine neizvoljenih, ne tudi mediji, ker pač si lastijo pravico, da recimo Pop TV v zadnjem tednu ali pa na zadnjem soočenju rečejo, povabili smo tiste stranke, ki jim naša anketa kaže, da bodo prišle v parlament. In ljudje to naseljajo. Na ta način, da temu verjamejo. Ne glede to, kaj anketa res pokazala. Ker pa vidijo naše stranki, mislim, ti bodo prišli v parlament, ostali ne bodo, ne mogo glasovati za nekoga, ki je prišel v parlament. Tukaj je ta izbor. Na ta način so spravili v parlament Levico, stranko Alenke Bratušek. Nobena resna anketa ni kazala, da bodo šli čez prvi, se jih to postavi, se pol naredi takšen rezultat. In glede to, da imamo izkrivljen proporcionalni sistem,
v Sloveniji z nizkim pragom 4%. Pol neka stranka, ki prije čez ta prag, lahko odloči koalicijo. In če delaš koalicijo, imaš stranko noter, ki imaš 4 poslance ali 5 poslance, pa so oni jeziček na tehnici do večine in moraš dati več ministrov vladi, kot imajo poslancev, pa nimajo dobrih kandidatov, običajno, lahko preizkušenih, te potem izsiljujejo, lahko porušijo vlado. To je podel vladavine, mislim, ne vladavine, ne izvoljenih, ker na nek način izvoljeni so. Zaradi sistema je teža neproporcionalna in seveda pa tudi vplivajo na slabe odločitve. Imajo zahalce, stranke, ki so dejansko dobile zaupanje volivcev. In to se ne dogaja samo ko mi sestavimo vlado, ampak tudi po levo stran sestavi vlado. Najbolj ekstremna strančica da je to to in lahko izsiljuje in tako naprej. Zdaj imate tudi ta konkreten primer, ko je minister te stranke bil nazaj na neki televiziji vprašan, ali ta predlog, da gre minimalna plača na 1000 evrov, je to usklajeno za predsednika vlade. Je rekel, ni, ampak je moja pristojnost. Predstavljate takega ministra v Nemčiji. Mislim, da je minister sam še mnogo. Pri nas je pa to možno, ker pač jeziček na tehnici. Da ne govorim, da bi minimalna plača že zdavnaj bila čez 1000 evrov, če ne bi prekinili naše mini davčne reforme, ker se je neto plača povečevala zaradi splošne davčne olajšave, ki je rasla brez tega, da bi to dodatno bremenilo gospodarstvo. In to mogoče še nadaljevanje o tem. Eden od strateških problemov Slovenije je vsekakor demografija. Zakaj je po vaše Golobova vlada ukinila urad za demografijo, ki je bil ravno v Mariboru in denar je omenil za oskrbo in integracijo ilegalnih migrantov, urad pa popolnoma ukinil in v bistvu se 4 leta ne pogovarjamo o demografiji, kot da ta problem ne obstaja. Če v bistvu se vse evropske države o tem pogovarjajo, nekaj dela na tem pri nas, ta tema v bistvu mrtva 4 leta. V strateškem smislu je verjetno to en najbolj škodljivih ukrepov te vlade. Zato je vlada zaživel pripravo programe, kako izboljšati pogoje za družine, za mlade ljudi. Zato, da se ustvari materialni pogoji za to, da pač imajo mladi lahko več in prej otroke. Ti roki so vse daljši, in rodnost se manjša, so institucijo, ki bi to spremljala, ki bi predlagala, ki je naredila raziskave ukrepov v državah, kjer so ta problem rešili. Med prvimi so ta vlada ukinjena. Posledica, mislim, za slabo sliko, kar se ti demografije, ne moramo kriviti te vlade. To se je nabiralo že prej. Zato, da se pa slika ne izboljšuje, pa lahko krivimo to vlado. In lani je bilo število rojstev v Sloveniji najnižje, odkar to rojstvo odmeva. Tudi ko je bilo v Sloveniji ima več kot 1 milijon prebivalcev, je bilo na leto rojenih več otrok kot lani. Pa statistika zabeležila, da nas je 2 milijona 130 tisoč v državi. Pred 40 leti smo poslali vojsko, večje število mladih zdravih fantov, kot pa je bilo lani rojenih vseh otrok. Pa še od teh so bili lani rojeni, če bi
pogledali priimke, ne, težko rekli, da je 80% Slovenci. Nič hudega, če je še kdo drug, ampak če se pa ta trend znižuje, tudi ko gre za odstotek avtohtonega prebivalstva, potem pa drsimo v situacijo, v kateri je že veliko število zahodnoevropskih držav, kjer so šli preko meje in lahko samo sanjajo o kakšni integraciji. Zdaj, tisti, ki so prišli, integrirali v svoje navade in religijo in svojo kulturo staroselce. Ponekod se to že dogaja, da se dogaja v Veliki Britaniji. V jedrnih državah Evropske unije. Pejte, ko boste v Evropski prestolnici v Bruselj, v centru, v Molenbeek, to boste težko videti, kak napis na stavbi v francoščini, pa flamščini. Če znate turško, boste božko šli, arabsko sploh. Skratka, demografija je ključna stvar. Če ni ljudi, imate lahko se ostalo, pa nič ne pomaga. Nič ne pomaga. In tukaj je aktualna oblast v Sloveniji pač odkrito na strani levičarske paradigme, kjer je domač človek ali pa državljan enak tujcu. Slovenija je država, ki ima predsednika vlade, ki je kamera izjavil, da je edina rešitev za ilegalne migracije to, da jih naredimo legalne. In da to resno mislijo, so dokazali ravno z ukinitvijo urada za demografijo, ker so denar, ki je bil namenjen temu uradu, namenili uradu za integracijo in oskrbo migrantov. In tudi veliko teh ni bilo veliko zaposlenih, številne zaposleni iz tega urada so premestili na urad za oskrbo in integracijo migrantov. In v ta namen je šlo lani iz proračuna 78 milijonov evrov. Za urad za demografijo pa nič, ker ga ni več. Kakšne so posledice, največ ni treba razlagati in to je ena od prvih stvari, ki jo treba ustaviti. Zdaj pa še bolj lokalna tema, kako komentirate podfinanciranje slovenskih občin? Recimo v naših občinah še vedno nimamo urejene kanalizacije, še vedno ostajajo ceste, ki so neurejene zaradi plazav. Država pa financira vodovod v Veliki Kladuši v Bosni. Je pa res, da je župan Velike Kladuše podprl Zorana Jankovića na županski volitvi. Nekaj vezano. Podpora ni bila poceni. Jaz ne vem, koliko je znašalo število glasov, ki se je pripeljalo z avtobusi. Vemo pa, koliko denarja slovenskih davkoplačevalcev je šlo za obnovo, piše v programu NRP-ju, za obnovo vodovodnega omrežja Velikih Kladuš. Skratka, verjetno so zamenjali spesne cevi z manj neladnimi in sodobnejšimi, ampak v Sloveniji je veliko občin, veliko krajev, veliko območij, kjer imajo še vedno spesne cevi, pa tudi so občine z naselji, kjer vodovoda ni. Ampak prioriteta je Velika Kladuša, ker so očitno od tam prišli glasovi. Pa še 20 podobnih projektov ali pa projektov, ki jih je Golobova vlada dala v program financiranja.
financiranje iz vašega denarja na Balkanu bi lahko našteli. Da ne govorimo o denarju, ki gre za tako imenovano razvojno pomoč, pa razvojna pomoč ni to, da bi pomagali revnim, tako kot pomagajo misionarji, pa Pedro Opeka, pa marsikdo, res ljudem. Ampak gre za razne tako imenovane nevladnike, ki napišejo študije, pa nikoli niso prišli do Afrike. Se pa po to pa zadeva sledi. In se toliko denarja, koliko gre tja, pač ga zmanjka pa za domače potrebe. Financiranje občin je pač ustavni problem, ker v ustavi imamo zapisano, da imamo v Sloveniji državna raven pa lokalna samouprava. In tudi piše, da lokalna samouprava ima izjemne prihodke, torej občine imajo in to pač te prihodke, da so občinski izvirni, ki jih plačujete na stavno zemljišče in tako naprej. Je občina tukaj avtonomna, ampak to je seveda premalo za normalno funkcioniranje občin, tako da obstaja tudi povprečnina. Se pravi, določi se delež na število prebivalcev v občini, glavarina in tukaj pa morajo občine prositi pa vlado, da določi evre, ki pripadajo na glavo prebivalca v posamečnem letu in se ta pogajanja in ta združenje občin časa zadovoljnost, ko za nekaj evrov dvigne, je pa to v bistvu protiustavno. Pa saj mogla fiksno določeno naprej, da se da planirati, ne smelo biti odvisno od državne ravni, ker če to ni lokalna samouprava. Recimo eno od naših predlogov v okviru tega nabora ukrepov, ki je treba sprejeti z ustavno večino, je to, da se v ustavi, poleg tega, da ustavo zapišemo sidro, kolikšen delež bruto domačega proizvoda, se pravi tega, kar se skupaj ustvarimo, je možno pobrati stavki prispevki vam in gospodarstvu, da se določi tudi znotraj tega deleža, ki se pobere, tudi delež, ki pripada občini. Mogoče, da so bolj konkretna. V Slovenci ustvarimo nekaj več kot 80 milijard na leto. Zaradi inflacije bo ta številka, ko bo zračunana za večja realna vrednost državne, ker raste bila manj kot 1%, kar pa nekaj kratka. No in od tega se stavki in prispevki pobere približno 40%. Zelo veliko. So države, kjer je ta delež polmašen. Ljudje pol sami odločajo, kam bodo pač investirali. No, pa kaj mislite, kolikšen delež bruto domačega proizvoda pripada občini? Če je delež javne porabe v celoti 40%, koliko pripada občini? To vprašanje sem postavil že na velikih javnih tribunah, pa nikjer niso omenili. Vsi mislijo, da je to 15-20%. Manj kot 5, 4,5. Čeprav se na občinskem nivoju financira zelo veliko stvari, od katerih je odvisna kvaliteta življenja. Zelo veliko. In čeprav je kljub temu, da so vsi tudi kakve anomalije, en evro, ki se investira na občinski ravni, praviloma bistveno bolj racionalno uporabljen kot en evro, ki se financira z državnega proračuna. Zakaj se to? Tukaj vidite, ali je bil pločnik zgrajen, ali ni bil zgrajen. Kaj je razsvetljava, ni razsvetljava, cesta narejena, ni bila narejena, splužena, ni bila splužena. Se zgradi, pa se obnovi nek objekt, se ne obnovi nek objekt.
Očitno na državni ravni se to skrije. In pol kot nam ostane ministrica za pravosodje, pa za ministra za finance, gruntate, kako bi to hitro. Med Božičem pa novim letom zapravlja, pa kupta podrtiva na Litijski za 8 milijonov. 50 minut hoda stran od ministrstva, ker oba ministra sta na Župančičevi, centru Ljubljane. Pa noben ni še niti pogledal tiste bajke. So pa rekli, se izpolnijo parkirišč, poleg tega, da razpravlja. 8 milijonov. Koliko imate v Šentilju za investicije? 6 milijonov. Če bi vaš župan kupil za 8 milijonov neko podrtijo, bi ga obesili naslednji dan. Tam pa zdaj preganjajo uradnike na ministrstvih, ministra pa nič ne škriva, sta bila zavedena. To ne verjame kdo mora. Tako ta delež sredstev za občine treba ne samo dvigniti, ampak je treba tudi zavarovati. Treba to sidro postaviti v stavo, tako da nobena oblast, ki ima navadno večino, tega ne more zniževati. Še tako pridemo do lokalne samouprave, tako kot je zapisano v ustavi. Takrat se je to pisalo v ustavo, v prvi ustavni komisiji. Se je verjelo, da zdaj, ko imamo demokracijo, pač različne stranke, opozicijo, nadzor, da bo to laufalo na pošten način, da ni treba vse zapisati. Žal se to ni zgodilo. Če varuh ostaja, se postavlja sodišče, presoja po političnih kriterijih, ne pa po tem, kot bi dejansko moralo. In zdaj se trudijo, da bi od 9 ustavnih sodnikov bilo 9 levih. Ni dovolj, da je večina. Moti jih že to, da nek ustavni sodnik napiše ločeno mnenje, recimo dr. Jaklič, ki zdaj často napiše, že to jih moti. Zdaj hoče 9 od 9. No, tudi zato, da se to spremeni, rabimo ustavno večino razuma. Ustavne sodnike je potrebno imenovati za dvotretjinsko večino, ker zdaj se imenujejo z navadno večino, ko pač vladna koalicija imenuje koga hoče. In tudi imenuje pravzaprav ljudi, ker niste še nikoli slišali, čas so bili ustavni sodniki, pa so bili tudi z leve profesori prava, ugledni pravniki, ustavni pravniki, ljudje, ki so predavali tudi na uglednih tujih fakultetah, ki so vodili recimo Mednarodno komisijo za pravo, dr. Ernest Petrič, bil predsednik Komisije za pravo Organizacije združenih narodov. Skratka so bili to ljudje z integriteto, če hočete da uporabiti to besedo. Zdaj predlagajo pač neke pravnice občinskih služb, karkoli. Samo da ima značko svobodnjaka, da je bil dokumentalist. Imamo pa situacijo, ko se pa recimo varuha človekovih pravic pa voli z dvotretjinsko večino. A veste, da ga nimamo že leto pa pol, kdo pogreša. Noben ne pogreša. Te institucije nažalost, ki je veliko ni, je ustavna kategorija. Zato bom, ampak za izvolitev rabite 60 glasov. Za ustavnega sodnika pa 46. Ker ustavno sodišče, kar se tiče pristojnosti, je na vrhu. Po naši ustavi je ustavno sodišče ne samo razveljavi zakon, neko svojega napiše. Mimo parlamenta. In je to že parkrat naredilo. Je komentiral dobro razstavo. Kakve so pristojnosti. Se voli z navadno večino. Široko polje zvoraja.
Skratka, rabimo 60 glasov, koalicija razuma, ki bo ustavo dala, da so ustavne sodnike imenovali z dvotretjinsko večino. Tako da bo mogel biti tam vsak. Zdaj moram priznati, da to vprašanje prihaja z lobističnih krogov, ne? Če se pošalim, zato ker moja mama dela v Avstriji, verjetno ne dela ne sila, če ne bi tega vprašal. Ne? Predvsem pa to tere vse občanke in občane teh občin. Ogromno ljudi se vozi na delo v Avstrijo, pritožujejo se pa nad vojno oziroma nesorazmerno odločitvijo v Sloveniji. Vi ste ta problem v mandatu 2004-2008 že rešili, pa je potem rešitev ravno tega ustavnega sodišča to odpravilo. Kaj lahko drugačna večina v državnem zboru naredi danes in kako lahko rešimo ta problem? Tudi med mladimi je ta problem sploh pri više kvalificirani delovni sili, recimo pri zdravnikih problem, ker gre v Avstrijo in se tam tudi ostanejo, ne se več ne vračajo domov, ampak potem ostanejo v Avstriji. Ja, v bistvu ste delno že odgovorili, to ni, ta situacija ni včeraj. Se spomnim ga sestanka, ki so ga imeli z našim ministrom Bajukom v našem prvem mandatu, tam nekje v Apačah s predstavniki evropskih migrantov v Avstriji, so nam razložili situacijo. In potem je dr. Bajuk v roka enega tedna našel rešitev, smo jo uzakonili in smo odpravili to nesorazmerno vračanje. Pa je prišla leva vlada s naslednjim davčnim zakonom to nekaj pohvalili, pa je to prišlo še na ustavno sodišče, so še tam delno rešitev razveljavili in tudi omejili možnost način rešitve, kot smo ga mi takrat našli. Vmes se je po zakonodaji še parkrat spremenila, delno tudi v sosednji državi. Meni je dva meseca nazaj gospod Šinkov, ki se zelo oglaša v to smer, napisal zelo natančno obrazložitev tega problema z vsemi detalji in tako naprej. Mi smo potem to dali odbor za finance, našega strokovnega sveta in so pripravili rešitve. Približno vemo, kako ne približno, imamo pač predlog, kako to rešiti, na način, ki ga ustavno sodišče ne bo razveljavilo, tako kot je rešitev že. Rabimo pa za to večino. Ta rešitev je pripravljena in to nesorazmerno obdavčenje bo preteklost, ko bomo lahko to izglasovali. Zdaj, ki se že bliža po koncu najnega pogovora, pa bi prosil mogoče, da svetujete, kakšno pot naj izbere Slovenija v teh težkih svetovnih in domačih razmerah. Predvsem pa še mogoče eno vprašanje, čeprav smo že dosti govorili o gospodarstvu in davčnem okolju, kaj je treba tudi spremeniti v okolju za podjetnike in kakšne so ti ukrepi? Kar se tiče gospodarskega okolja, na strokovni svet pripravljene rešitve, ki jih bomo sprejeli zelo hitro, potem, ko se sestavi vlada, če bo zadostna večina. Ne bom zdaj utrujal z davčnimi stopnjami in tako naprej. Gre enostavno za filozofijo, ki je v temelju drugačna od davčne filozofije aktualne vlade ali pa leve paradigme nasploh. Zdaj oni verjamejo, da je možno z vedno višjimi davčnimi stopnjami pobrati vedno več denarja v proračunu. Ampak to se ni še nikjer odneslo. Ker na neki točki pa z previsokimi davki pa dajatvami gospodarstvo zadušiš, ustvarja vedno manj in ti lahko davčne stopnje dvigaš, pa
se bo na koncu napravilo manj denarja v proračun. Zdaj mi uporabljamo obratno filozofijo in smo dokazali, da deluje. V mandatu 2004-2008, takrat, ko je finančni minister dr. Bajuk, z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, smo davčne stopnje znižali. Gospodarstvo je zadihalo, je bila višja rast in mi smo z nižjimi davki dobili več denarja v proračun. Ker če ti od velikega kupa vzameš recimo 10%, bo to v vrednosti več, kot če od majhnega kupa vzameš 20%. Ampak to povejte vi, ko levičarjem v Sloveniji. Prej boste naredili svetišče iz Kopleraja, kot pa to. Povejte levičarjem. Gospod Simič, se mislim, da včeraj na televiziji, ki je tudi razlagal, ki je vrhunski davčni strokovnjak, ne samo v nacionalnem okviru, ampak to je najboljši v regiji. Imamo te rešitve pripravljene. To takšne, ki delujejo. Ne nekaj, kar bomo delali eksperimente in tako naprej. Ampak ključno je, da pač izbereš pravo filozofijo. Izbereš pravo filozofijo. Je tudi to, da ljudem poberete veliko od plače, pa z dohodnino in tako naprej, pa pol delite. To pač nikoli ni pravično. Drugič pa to dodatno duši tudi inicijativo, gospodarsko rast in tako naprej, ker gospodarstvo rabi start-upe, rabi ljudi, ki nekaj ustvarjajo, pa to vlagajo, pa odpirajo podjetja, pa spet in tako naprej. Zdaj, če jih tiskaš, potem zmanjšuješ število tistih, ki se za to odločijo in se tudi v bistvu gasiš gospodarsko dinamiko, da bi delal ravno obratno. Vedno je, vedno bo rekel 2 milijona, ampak kakih 200 tisoč ljudi, ki imajo podjetniško živico v narodu, bo vedno znalo bolje vlagati, kot pa nek minister v vladi, ki pobere vaš denar, pa ga razpre. Še vse, če imate vladni ministre, ki prej niso nikoli delali, pa so pol ministri za delo. Verjamem, da v odločimo primeru Janeza Janši, zastavite še kakšno vprašanje ali podate svoj predlog glede rešitve obstoječih problemov in da tudi praksi privedemo koalicijo z Levico. Da samo dvignite roko, pa v našem mestu prišli do vas. Lep pozdrav. Drugače se malo počam, pa zanima me samo, če bi lahko našli nekega ustreznega, močnega, poštenega kandidata, da se neha ta autokracija in diktatura trenutnega župana Simonoviča, ker je to popolnoma neprebavljivo, nehigienično. Maribor je spremenil dobesedno, povedala kar po domače, v balkansko, arabsko, črnsko, afriško favelo, pa v betonarno mimogrede. Lent, to je tam predel Dravi, sami beton. V glavnem, adijo smo v Mariboru. Ne moremo več povračati, da se ne gre. Ja, mi bomo našli kandidata, vi pa zagotovite
glasov. Ne bomo tudi tako javno tribuno v Mariboru, pa bomo takrat še kaj več, pa bolj konkretno rekli o tem. Letos so volitve v državni zbor, marca, in so novembra potem lokalne volitve, ki so ravno tako pomembne. Ravno tako. Lepo pozdravljeni, prihajam iz občine Lenart. Veste, to je naselje v Pesniški dolini, kjer se še nas večino ukvarja s kmetijstvom. Gospod bodoči predsednik, povejte nam, kako nas boste kot kmete zaščitili glede uvoza tega mesa, kot veste, da je bilo podpisan ta sporazum Mercosur in želimo nam zaščito, da ne bo se k nam uvažalo mesa, ki bo pri nas pod ceno in ki se mi trudimo, da delamo pošteno, obdelujemo zemljišča. Veste, da smo odvisni od vremenskih razmer in še to želijo uničiti, kar smo še se zdaj trudili in želim, da kako nas boste vi zaščitili. Slovenska vlada je ratifikacijo tega sporazuma Mercosur z latinskoameriškimi državami podprla. Vsi 4 poslanci Slovenske demokratske stranke v Evropskem parlamentu bodo glasovali proti, ko bo to na dnevnem redu. Ali bo to dovolj, ne vem, da se preštevajo. Tukaj se te silnice ne lomijo toliko po političnih skupinah, ampak po državah. Zakaj? Po domače rečeno je to sporazum, ki je relativno ugoden za evropsko industrijo, predvsem avtomobilsko, in je neugoden za kmetijstvo. Ker s tem sporazumom Latinska Amerika v Evropi dobiva velik trg kmetijskih pridelkov. Po drugi strani pa recimo nemška avtomobilska industrija dobiva dodaten trg v Latinski Ameriki za svoje produkte. Vendar to ne bi bilo potrebno, če se Evropa ne bi sama sebe ustrelila v koleno z tem nerazumnim hitenjem v zeleni prehod, pa s to omejitvijo uporabe dizlov leta 2035 in zdaj so začeli delati električne avte. Kapacitete za takšne in drugačne. V teoriji ni možno nadomestiti do leta 2035 dizel z električnimi avti. Ampak še vedno vsi to vejo, pa ta letnica še vedno ne premakne. V Latinski Ameriki pa ni nobenih omejitev. V Latinski Ameriki ni zelenega prehoda. Lahko prodajaš ne samo dizel, lahko prodajaš večini držav avtomobila, če kdo vidi v teh državah. Pa je videl, kako se prihaja, da ni izdal sluhov. Ko prodajaš avtomobile brez vseh teh standardov, kjer je omejitev izpustov CO2 in tako naprej. In zato imate zdaj v tej situaciji za pa proti temu sporazumu Nemčijo, ki se postavlja na glavo, da je to treba ratificirati. Imate države Francija, recimo Poljska, ki se bolj zavedajo tudi pomena kmetijstva. Ker če treba to dati na tehtnico, je vedno treba, in če se moraš odločiti med tem, kaj je prioriteta, proizvodnja avta ali hrane, kaj boste zbrali?
Brez avta boste mogoče tudi preživeli, brez hrane pa ne boste. Z tega vidika treba to spektati in treba podpreti kmetijstvo. Še posebej v tej situaciji. Še posebej v tej situaciji, gledajte, ko se treba spomniti tistih prvih tednov epidemije COVID. Ko so logistične poti razpadle, pa ste šli v trgovino, pa naenkrat nekaterih izdelkov ni bilo. Ker bi jih morali pripeljati od drugod, pa se to ni dalo. Smo se tako za trenutek zavedali, da je hrana strateška surovina, pa da samozadostnost ni zgolj to neko obajanje nekaterih agrostrokovnjakov, ampak je to kruta realnost. Zdaj imamo vojno v soseščini, imamo trende, ki niso ugodni, kar se tiče nekih pričakovanj, kjer se treba posloviti od iluzij, da so omišli zeleni prehod, pa krš uničevali lastno industrijo, kršli sredstva za lastno obrambo, Američani bodo pa pol to plačevali. Mogoče prej, da imajo predsednika, ki tega ne bo več. In Evropa je postala v zadnjih 20 letih, namesto da bi usmerila globalizacijo, kot se nam obljubljali, ko smo šli v Evropsko unijo, kontinent, ki je postal odvisen od ruskih energentov in smo plačali ceno zdaj, ko je bila vojna v Ukrajini. Spomnite, kakšne so bile cene. Električne energije, plina, nafte in tako dalje, se pač ti viri niso dobili drugo. Postali smo odvisni od pocen kitajskih izdelkov. Tudi COVID-u nekrat smo videli, da niti mask nimamo. Vse se je uvažalo z Kitajske. In seveda postali smo odvisni od ameriškega varnostnega režima. Zdaj pa tega konc lahko se zgodi marsikaj. Evropa je sicer ekonomsko sposobna zagotavljati lastno obrambo, ki bo zadostna pred grožnjo, recimo Ruske federacije in tako naprej, ampak ne čez noč, mogoče čez 10 let, ker pa se ne da tako postaviti. V 10 letih se bo lahko marsikaj zgodi. Zdaj, zadnja 2 tedna sta končna. Postali smo 2 vojaka na Grenlandiji. Nemci so poslali 15 vojakov za en dan, poleg pa Trump rekel, zdaj bodo carine za tiste, pa so šli nazaj. Sami komični prizori. Ljudem pa nič se ni pojasnil, da tukaj ne gre za to, da je Amerika dobila nekega napolnorega predsednika, ki bi zdaj zasedel Grenlandijo, pa Južno Ameriko, pa tam se gre kavboje, pa Indijance, pa ugrabila predsednika. Ampak da gre za kruto geostrateško realnost. Grenlandija je zaradi topljenja ledu, odpiranja severnomorskih plovnih poti, postala ne samo z vojaškega ali pa geostrateškega vidika pomembna točka, tudi z ekonomskega vidika je to izjemno pomembna točka. Poglejte na globus, če ga imate doma, ste veliko. Kakva je logistika, če mora iti ladja iz Južne Azije, ki je danes ekonomsko srce planeta, juicy part of the world, tam se ustvarja dodana vrednost globalnem smislu, ne pri nas. Koliko časa potuje kontejner, ki ga naročite tisti, ki ste podjetniki okoli Afrike, in koliko časa pa čez Sueza, pa koliko časa, če gre po severu, do Hamburga. Tukaj gre za 100
stroške nabav, ki so 30% različni. Gre pa seveda zaradi Tesla, da smo v hladni vojni 3.0, tudi za povečano strateško vrednost teh točk. Do Amerike se pride tam česa. Ni nepomembno, kje so strelišča za balistične rakete, pristanišča za jedrske podmornice in tako naprej, za radarske postaje. Vsaka sekunda je v tem razvoju vaše tehnologije pomembna. In če bi Evropa, če bi evropsko krilo NATO bilo sposobno to dojeti, pa tam namestiti ustrezne kapacitete, seveda ameriški predsednik oziroma Združene države imeli noben izgovora, da bi zdaj govorilo o Grenlandiji. Tam pravi, da je več kitajskih pa ruskih točk pa naših in seveda ameriški predsednik nima kakega problema prepričati ljudi doma, da gre tukaj za vprašanje nacionalne varnosti. Verjamem pa res, da ne gre samo za to, gre najbolj tudi za to, da na Grenlandiji so rude, so redke zemlje, države, ki imajo razvito satelitsko inteligenco, preprečevali poplave. In gre tudi za to. Ko Donald Trump pravi Amerika, najprej, kot resno misli. Vsaka država bi mogla, ali vsaka vlada bi mogla koristi lastne države, lastnega naroda v ospredju, ker se lahko tudi pogajaš z drugimi. To ne pomeni izolacijo. In imajo moč, s katero bodo to uveljavili. In tega se enostavno ne da. V tej situaciji pa z to zatavalnostjo Evropske unije enostavno preprečiti. Tudi če mene vprašate, ali boš, da otok zasedejo Američani ali pa Rusi in Kitajci, za koga boste? Je pa res, da žalostno, da smo prišli v to situacijo. Ker če se to zgodi, je to konc NATO, naše kolektivne varnosti, situacija, za katero kupite kako konzervo več, ko greste v trgovino. Vse se lahko tukaj dogaja in ne vemo, kaj bo z Ukrajino, če prije do tega, ker brez ameriške pomoči v orožju in tehniki se tam lahko stane na to, situacija ni rožnata in tudi zaradi te situacije rabimo neko koalicijo razuma v slovenskem parlamentu po naslednjih volitvah, da Slovenci ne bomo spet postali trubiš na mizi velikih sil, ko bodo trgovali z oziroma, ker zdaj se trguje z oziroma, ali pa se jih kupuje. Amerika je kupila Aljasko, kupila je Pensilvanijo od Francije, kupila je Florido od Španije in so se zasedli z vojaško silo ali pa z indijancem. In kar se teh strateških zadev tiče, situacija ni zdaj nič drugačna, kot je bila pred 20 leti. Tisti, ki je močan, tisti diktira mednarodni red. To, kar zdaj poslušamo, da se ruši mednarodno pravo, pa močni so naredili Združene narode, pa že prej Društvo narodov, upoštevajo, kadar je to v njihovem interesu, kadar ni v njihovem interesu, tega ne upoštevajo.
ali pa spremenijo. In misliti na to, da bo nek paragraf nekje nekoga zaščitil pred letalonosilko ali pa jedrsko raketo, je zelo iluzija. Zelo iluzija. Tudi Evropska unija, takšna kot je zdaj, to ni Evropska unija, v katero smo mišli. Mi smo šli v Evropsko unijo, ki je nastala kot miroven projekt. Najprej kot zveza prostega trga za premog in je, ker takrat sta bile to dve osnovni surovini za obrambno industrijo. Verjelo se je, da če se to poveže, ne bo več vojne na evropskem kontinentu, se evropski narodi ne bodo več pobijali med sabo. In Evropska unija se je gradila kot ta projekt edinstven v zgodovini, dokler je živela generacija voditeljev, ki je imela tragične izkušnje iz druge svetovne vojne, ki so vedeli, kaj je to trpljenje. Zdaj pa imate v Evropi voditelje, še posebno zahodu, rojene v blagostanju. In so nič dali, sploh mislijo, da se da z anketami zadeve urejati ali pa z paradami in ponosami. Imate predsednike držav, ki nikoli niso imeli roke puške, za njim pa hodi pribočnik z koščkom z jedrskim orožjem. In mislite, da bo sprejemno nacionalne odločitve. In imate seveda potem bruselsko birokracijo z plačami, ki lahko vi samo sanjate, z penzijskimi bonusi 400.000 ljudi, ki živijo v nekem nekočku in razmišljajo, koliko troga Golob, kaj bodo meni nižji davki. In mislijo pa, da je treba centralizirano voditi Evropo, kaznovati tiste, ki imajo kako lastno mnenje. To so vse zadeve, ki lahko pripeljejo do neke situacije, ko bo treba soglasno sprejeti neko odločitev, pa se ne bo pa. In to je pa nadaljevanje procesa, ki se je začel z Brexitom. In Slovenci se moramo vprašati, ali smo pripravljeni na takšne scenarije, do katerega lahko pride. Kje so naša zavezništva potem, kako se bomo znašli. Tukaj je seveda poleg obrambne moči, ki je pomembna, važna tudi gospodarstvena moč. Država, ki je ekonomsko stoji na svojih nogah, ali pa ki se je sposobna na noge hitro postaviti, in Slovenija se je, recimo, po osamosvojitvi, tukaj je veliko ljudi, ki se spomnite tega časa, mogoče tudi do iz gospodarstva. Slovensko gospodarstvo je izgubilo jugoslovanske trge v osamosvojitvi. Mnogi so verjeli, da bo trajalo 20 let, da se bomo postavili na noge. Postavili smo se na noge v 5 letih. Pripravili smo, da zmoremo. Mi smo bili tam do leta 2008 gazela med kandidatkami za članstvo v Evropski uniji. Prvi, ki smo šli v Evropo. Prvi smo mi sprejeti v OECD. Potem so pa prišle levičarske vlade, ki nas pač potisnejo v situacijo, ko nas je prehitela Češka, Estonija, ko nas dohitela Hrvaška, ki je prišla v Evropsko unijo kasneje, ki je imela 10-krat daljšo vojno kot mi. Smo pa še isti narod z istimi potencijali, samo upravljanje je vprašljivo. 22. marca se bo odločilo ne zelo o tem, kakšne barve bo vladal, ampak o tem, ali bo Slovenija zmogla oblast razuma, ki bo pripravljena na izzive, ki so pred nami. Za pomembno odločitev, ker
naprej, ko boste srečevali ljudi, ki bodo rekli, se ne splačati na volitve, kaj pa bo drugače. In povejte, da se zelo, ne sem, da se splača, treba je. Spoštovani gospod predsednik, sprejemanje občinskih prostorskih načrtov je postala ravno vseh lokalnih skupnosti v naši državi. Imamo velike težave z birokracijo, torej težavno birokracijo, po kateri se sprejemajo več kot 10 let in mislim, da je to zelo narobe. Zato vas sprašujem, kaj boste, ko boste prevzeli vlado, naredili za to, da se bo zmanjšala državna birokracija in da bodo te stvari potekale hitreje, bistveno boljše. Hvala. Mi smo nekateri od teh birokratskih ovir odpravili v sklopu 10 protikoronskih paketov. Zdaj pa je prišla Golobova vlada, pa so ti nevladniki napisali nek zakon, Skropucalo, ki ga je pol ta vladna večina potrdila in s katerimi so brisali vse te birokratske razbremenitve. Ne glede na to, ne da bi počakali, ne da bi naredili kakšnokoli analizo. V praksi nekateri od teh ukrepov sploh niso zaživeli. Mi smo imeli takrat pripravljen tudi ta drugi protibirokratski paket, ta strateški svet za debirokratizacijo pod vodstvom Ivana Simiča je prav veliko delo. Nismo ga mogli sprejeti, do konca mandata pa manjšinska vlada. Poznamo te probleme. To, da neka občina rabi 10 ali pa so več let za to, da spremeni OPN, PDT-škandal, to pomeni, da v tem času ima občina zemljišča, kjer bi lahko nastale tovarne, kjer bi lahko bila šola, kjer bi lahko mladi zidali hiše, kjer bi se gradila stanovanja, kjer bi se potegnila obvoznica, pa se to ne naredi. Hkrati imate recimo za številne od teh projektov evropske sredstva, ki smo se jih izpogajali, Slovenija na repu po črpanju. Tukaj mi zamujamo priložnosti za izboljšanje kvalitete življenja, ko bi lahko brez dodatnih davkov, brez dodatnih naporov bilo bistveno boljše. Seveda so pa na to, da je stvar takšna, pa da je to ustavljeno, pripeti tudi različni interesi. Ne samo to zakon birokracije, ki je velik problem, kaj jim drugemu daje delo. Ni potrebno, mislim, tukaj so delno tudi zaradi, recimo, Arnške konvencije, evropske regulative, dane pristojnosti tako imenovani civilnim iniciativam, ki se lahko taknejo za delo, so stranko v postopku, zavlačujejo, recimo, zdaj smo bili v Beli krajini. To je lep del Slovenije, ki nima ceste, cestne povezave, govorimo 20 let o tem južnem kraku, tretje razvojne osi, niti obvoznice pa mnogo mesta se ne da zgraditi, ker se ta ena iniciativa skozi pritožuje na skladne postopke in dovoljenje in vse stoji. To je ta vladavina neizvoljenih. Eno je birokracija, druga je pa vladavina neizvoljenih, obsteva pa res. Mi vemo, kako so, rabiš trdno večino v parlamentu, da se te stvari odpravijo. Drugač pa ni javne tribune, ni obiska v katerikoli občini, ker je bilo to izpostavljeno. Vse je, prostor je, sredstva so, potrebe so, pa se ne da. Glede stanovanjske gradnje, recimo, to, kar zdaj ta
Starovičarsko oblast razglašajo, neprofitna stanovanja gradimo, še nikoli nismo toliko zgradili, nič spet zgradili, odpirajo projekte, ki smo jih mi zastavili, ker to se ne zgradijo eno leto, pri nas priješ do gradnega dovoljenja za stanovanjsko naselje, se že precej postavimo. To ni rešitev. Tudi če bi dejansko zgradili 5000 neprofitnih stanovanj, koliko problemov rešiti. Potem se to da razpis in pogledajte, kdo dobiti na stanovanje. Slovenske priimke iščete z baterijo, teh neprofitnih stanovanj. Ker so socialni kriteriji za nekdo, ki je prišel vsem. Pa niti državljanstvo ni pogovoril. Nekdo, ki je prišel sem, pa na stalno bivališče, prišel 5 let nazaj, pa 2 leti nazaj, bo vedno imel več socialnih točk kot nekdo, ki je pač domačin. Čeprav je ta domačin plačeval pa njegova družina vse te fonde že 50 let. Tako, to je zgolj politika, ki skuša spremeniti strukturo prebivalstva pa pripeljati nove volivce. Je pa stanovanjski problem za velik del mlade generacije realen, velik. Ima pa Slovenija ogromno prostora, kjer se lahko gradi. In ceneš prideš do hiše, če imaš neko parcelo ali pa potencijalno parcelo zdravo v domačem kraju, pa ti še sosedje pomagajo, rabiš ugoden kredit, pa to, da prideš hitro do spremembe namembnosti pa do gradbenega dovoljenja. Tudi tukaj je naša filozofija in naš program popolnoma drugačen. Mi ne bomo gradili neprofitna stanovanja za tujce, ampak bomo sprostili stanovanjsko gradnjo in omogočili ugodno kreditiranje za domače ljudi. Kar se zdravstva tiče, treba reči, da se dr. Golob pa dr. Jenull niste izkazali. Je bila to prva prioriteta, reforma, osveživo, posledica in veliko denarja šlo v zdravstvenem času, tudi evropskega, ki smo ga mi izpogajali še. Ampak čakali boste se daljše, kaos večji, dostopnost manjša. Kje je rešitev? V Evropi so sistemi javnega zdravstva, ki normalno funkcionirajo, imate sosedno državo tukaj, ker zdravstvo več ali manj funkcionira, ker ni brez zapletov. Ni treba izumiti tople vode. Osnovni princip pa je, da mora denar slediti pacientu, ne pa dobavitelju, ali pa prepirajo med tem, kaj je javno, pa državno, pa zasebno zdravstvo. Mora slediti pacientu. Se pravi, mi plačujemo zdravstveni prispevek, zdravstveni zavarovalnici, in iz tega se mora kriti naše potrebe, ko potrebujemo zdravstveno varstvo, in mene ne zanima, ali je tisti koncesionar, ali je državno ali javno zdravstvo, jaz hočem biti tja, kjer bom takoj dobil storitev in kjer bo najcenejše in najboljše. In sistem se da tako organizirati, ker v Evropi je vsaj 5 držav, kjer to normalno laufa. Pri nas je pa reforma osredotočena na točki, kako narediti zdravnikov razredne sovražnike in kako javno zdravstvo, koliko je obstajalo, narediti državno. Ker razlika med javnim in
državi. In recimo bolnišnice, recimo Mariborske klinični center, ki je bil v našem mandatu, ki je normalno funkcioniral, ni imel izgube. So zamenjali direktorja, ki je dobro funkcioniral, postavili nekoga, ki nima veliko pojma, in zdaj topčejo milijonske zagube. Da se to pokriva s proračunom. Odpraviti treba kaos, denar mora slediti pacientu, in ko gre za nabave, treba uvesti nazaj transparentnost. Ni Golobova vlada ukinila samo urad za demografijo ali pa muzej slovenske osamosvojitve, kar je naslednja sramota. Oni so ukinili prvo leto tudi urad za referenčne cene v zdravstvu, ki smo ga na predlog zdravstvene stroke vzpostavili v našem mandatu. Zdaj to se malo očajno sliši, urad za referenčne cene. Zdaj, to je bilo par ljudi, ki so spremljali cene medicinskih pripomočkov, zdravil po Evropi, in kjer se je dalo zvedeti, kje se najcenejš dobi nek medicinski pripomoček, zdravilo in tako naprej. Je bilo vse pač online na spletu, neka bolnišnica ni mogla blefirati, pa sam razprati nekega dobavitelja, ki je to dražji, ker se je to takoj videlo. Prva stvar je bila, da so to ukinili. In pred kratkim je tole asociacija mladih zdravnikov ne objavila podatke o tem, koliko recimo se plača žilna opornica pri nas, koliko je pa povprečna cena v Evropi. To je bil en stolpec 2,5-krat višji. Seveda, ta stolpec je prikazoval ceno pri nas, po povprečni ceno v Evropi. V Ljubljani Amerike ni treba odkrivati, treba narediti logične stvari. Je pa zato treba zlomiti nekatere odpore, ki so pripeti pol na te anomalije, ker stvari, ki so napačno postavljene, običajno niso takšne slučajne. Vedno so zadaj neke koristi, neki lobiji, ki so na to pripeti in se to zamegljuje in skriva. Ste pa vsak med vami kakva izkušnja v zdravstvu, lahko še kdo kaj pove. Naš predsednik še tu ostal, ker tu življenje ni nocilba, tako da zarjavno, da ne bomo še tako hitro šli domov. Zdaj pred njega pa nisem imel podostilko in pijača, lahko se tudi včlanite v našo stranko, kateri še niste, predvsem pa tudi se ostali.